svetega Jožefa srce, prosi za nas pri Jezusu, prosi za nas pri Jezusu. Dragi dobri ljudje, prihajamo k novemu delu znamenitega dokumenta, ki se imenuje Apostolska spodbuda o podobi in poslanstvu svetega Jožefa, in papež Janez Pavel II. Je dal temu dokumentu naslov Odrešenikov varuh. Podnaslov pa je Čuvar Božje skrivnosti. Ko je Marija kmalu po oznanjenju odšla v Zaharijevo hišo obiskat sorodnico Elizabeto, je v trenutku, ko jo je pozdravila, slišala besede, ki jih je izgovorila Elizabeta, polna svetega duha. Po besedah, ki so nadaljevanje angelovega pozdrava ob oznanjenju, je Elizabeta rekla: Blagori, ki je verovala, kajti izpolnilo se bo, kar ji je povedal Gospod. Te besede so bile vodilna misel okrožnice Odrešenikova mati, s katero je hotel papež Janez Pavel II. Poglobiti nauk drugega Vatikanskega vesoljnega cerkvenega zbora, ki pravi: Preblažena devica Marija je napredovala na romanju vere in vztrajala v svojem zedinjenju s Sinom zvesto do križa in stopa pred tistimi, ki v veri hodijo za Kristusom. Na začetku tega romanja se torej Marijina vera sreča z Jožefovo. Če je Elizabeta rekla odrešenikovi materi: Blagori, ki je verovala, se ta blagor v nekem pomenu nanaša tudi na Jožefa, ker je pritrdilno odgovoril Božji besedi v odločilnem trenutku, ko mu je bila poslana. Res, Jožef ni odgovoril na angelovo oznanilo kakor Marija, ampak je storil, kakor mu je naročil Gospodov angel. Vzel je svojo ženo k sebi. To, kar je storil, je čista poslušnost vere. Sedaj lahko rečemo, da je Jožefa tisto, kar je storil, na poseben način združilo z Marijino vero, kar je ona že sprejela ob oznanjenju, je sveti Jožef sprejel kot resnico, ki prihaja od Boga. Koncil pravi: Bogu, ki se razodeva, smo dolžni poslušnost vere. Z njo se človek svobodno vsega izroči Bogu, ko mu izkaže popolno pokorščino razuma in volje in prostovoljno pritrdi njegovemu razodetju. Gornji stavek, ki zadeva samo bistvo vere, popolnoma velja za Jožefa iz Nazareta. Jožef je torej postal
edinstveni čuvar skrivnosti, od vekov skrite v Bogu, enako kot Marija v tistem odločilnem trenutku, ki ga je apostol imenoval polnost časov, ko je Bog poslal svojega sina, rojenega iz žene, da bi odkupil tiste, ki so bili pod postavo, da bi tako prijeli posinovljenje. Bog je v svoji dobroti in v svoji modrosti, tako pravi koncil, hotel razodeti samega sebe in razkriti skrivnost svoje volje, da bi ljudje po Kristusu, ki je učlovečena beseda, imeli v Svetem Duhu dostop k Očetu in bi postali deležni Božje narave. Jožef je torej skupaj z Marijo prvi čuvar te Božje skrivnosti. Istočasno kot Marija in tudi v povezavi z Marijo pa je deležen tega vrhunskega samorazodetja Boga v Kristusu. In pri tem sodeluje že od prvega začetka. Ko imamo pred očmi obe besedili evangelistov Mateja in Luka, lahko tudi rečemo, da Jožef prvi deli vero z Božjo materjo Marijo in da tako podpira svojo ženo v veri v Božje oznanilo. Jožef je tudi prvi, ki ga je Bog postavil na pot romanja vere, po kateri bo na popoln način prva hodila Marija, predvsem ob času Kalvarije in binkošti. Jožefova osebna pot, njegovo romanje vere se bo končalo prej, to je, preden je Marija stala ob vznožju križa na Kalvariji in preden je bila po Kristusovi vrnitvi k Očetu v binkoštni dvorani, na dan, ko se je Cerkev, rojena v moči Svetega Duha resnice, razodela svetu. Vendar pa gre Jožefova pot vere v isti smeri in jo popolnoma določa ista skrivnost, katere prvi čuvar je postal sveti Jožef skupaj z Marijo. Učlovečenje in odrešenje sestavljata organsko in nerazdružljivo enoto, v kateri se načrt razodetja uresničuje z dejanji in besedami, ki so med seboj v notranji zvezi. In glejte, prav zaradi te enote je blaženi papež Janez 23., ki je gojil veliko pobožnost do svetega Jožefa, odločil, da se vstavi v prvo evharistično molitev svete maše Jožefovo ime ob Marijinem, in to pred apostoli, pred papeži in pred mučenci. Sedaj pa prihajamo k naslednjemu podpoglavju, ki se imenuje očetovsko služenje. Kakor je razvidno iz evangeljskih besedil, je poroka z Marijo pravni temelj Jožefovega očetovstva.
Bog je izbral svetega Jožefa za Marijinega moža, da bi zagotovil Jezusu očetovsko varstvo. Iz tega pa sledi, da Jožefovo očetovstvo, odnos, ki ga postavi v največjo možno bližino Kristusa, vrhunec vsake izvolitve in vsake vnaprejšnje določitve, izhaja iz zakonske zveze z Marijo, to je iz družine. Evangelisti jasno trdijo, da je bil Jezus počet po delovanju Svetega Duha in da je bilo v tem zakonu ohranjeno devištvo. Vendar imenujejo Jožefa, Marijinega moža, in Marijo, Jožefovo ženo. Poglejte, tudi za cerkev velja, če je pomembno, da izpoveduje deviško spočetje Jezusa, ni nič manj pomembno, da brani Marijin zakon z Jožefom, kajti pravno je od tega odvisno Jožefovo očetovstvo. Tako sedaj razumemo, zakaj so našteti rodovi po Jožefovem rodovniku. Zakaj, se sprašuje sveti Avguštin, ne bi smeli biti po Jožefovi strani? Ali ni bil Marijin mož? Opirajoč se na angelovo avtoriteto, Svetopismo trdi, da je bil njen mož. Ne boj se, pravi Svetopismo, vzeti k sebi Marijo, svojo ženo, kar je spočila je od Svetega Duha. Ukazano mu je bilo, naj otroku da ime, če tudi ne bo njegov otrok. Rodila bo sina, pravi, in daj mu ime Jezus. Svetopismo dobro ve, da Jezus ni Jožefov otrok, ker mu je tedaj, ko je bil zaskrbljen, odkot Marijino materinstvo, je rečeno: to prihaja od Svetega Duha. Vendar mu očetovska avtoriteta ni odvzeta, saj mu je ukazano, naj da ime otroku, in končno ga sama Devica Marija, ki dobro ve, da ni spočela Kristusa po zakonskem združenju z njim, imenuje Kristusovega očeta. Marijin sin je tudi Jožefov sin na temelju zakonske zveze, ki jo združuje. Zaradi tega zvestega zakona sta oba zaslužila imenovati se Kristusova starša. Ne samo ona, da se je imenovala njegova mati, temveč tudi on, sveti Jožef, da se imenuje njegov oče, enako kakor je bil mož njegove matere, kajti eno in drugo je bil po duhu in ne po mesu. V tem zakonu ni manjkalo ničesar, kar je bilo potrebno za zakon. V Kristusovem očetu in materi so se uresničile vse dobrine zakona, otrok, zvestoba, sakrament. Poznamo otroka,
ki je sam Gospod Jezus. Vemo za zvestobo, ker ni bilo nobenega prešuštva. In poznamo sakrament, ker ni bilo razveze. Ko sveti Avguštin ali sveti Tomaž Akvinski preučujeta zakon, sta trdno prepričana, da obstaja v nedeljivi združitvi duhov, v združitvi src, v soglasju. Vse te prvine so se na vzoren in na izreden način pokazale v tem zakonu. In na vrhuncu odrešenske zgodovine, ko je Bog razodel svojo ljubezen do človeštva z darovanjem besede, se prav Marijinem in Jožefovem zakonu uresničuje v polni svobodi zaročniško darovanje sebe, ko sprejmeta in izražeta takšno ljubezen. V tej veliki zadevi prenove vseh stvari v Kristusu postane zakon tudi sam prečiščen in prenovljen. Nova resničnost, sakrament nove zaveze. Značilno je, da na pragu nove zaveze, kakor v začetku stare zaveze, stoji zakonski par. Medtem ko je bil zakon Adama in Eve izvir zla, ki je preplavil svet, pa je Jožefov in Marijin zakon vrhunec, od koder se razliva svetost po vsej zemlji. Odrešenik je začel delo odrešenja po tej deviški in sveti zvezi, kjer se razodeva njegova vsemogočna volja, da očisti in posveti družino, to je svetišče ljubezni in zibelko življenja. Koliko naukov prihaja od tod danes za družino, ker bistvo in dolžnosti družine na vse zadnje določa ljubezen in ker družina sprejema poslanstvo, da varuje, da razodeva in naklanja ljubezen, ki naj bo živ cvit in stvarna deležnost Božje ljubezni do ljudi in ljubezni Kristusa Gospoda do njegove neveste Cerkve. Poglejte, zato se morajo vse krščanske družine zgledovati pri sveti družini, tej najodličnejši cerkvi v malem. V njej, po skrivnostnem Božjem razodetju in načrtu, je živel dolga leta skrito življenje sam Božji sin. Sveta družina je torej prav vzor in zgled vseh krščanskih družin. Svetega Jožefa je Bog poklical, da bi neposredno služil Jezusu in njegovemu poslanstvu za izvrševanjem svojega očetovstva. Prav s tem je v polnosti časa sodeloval v veliki skrivnosti odrešenja in bil je resnično služabnik odrešenja. Njegovo očetovstvo se je stvarno izražalo v tem, da je njegovo življenje bilo
služenje, žrtvovanje za veliko skrivnost človečenja in odrešensko poslanstvo, ki je z učlovečenjem povezano, da je zakonito oblast nad sveto družino, ki jo je imel, uporabljal tako, da je popolnoma daroval sam sebe, svoje življenje, svoje delo, da je svojo človeško poklicanost k družinski ljubezni spremenil v nadnaravno darovanje samega sebe, svoje srce in vse svoje moči je daroval ljubezni v služenju odrešeniku, ki se je rodil v njegovi hiši. Bogoslužje nam prikliče v spomin, da je Bog zvestemu varuhu svetemu Jožefu zaupal začetke našega odrešenja in pove, da je bil zvest in moder služabnik, ki mu je Bog zaupal sveto družino, da bi kot oče bedel nad njegovim edinim sinom. Papež Leon XIII poudarja vzvišenost tega poslanstva. Jožef se je med vsemi odlikoval po najbolj častitljivem dostojanstvu, ker je bil po Božji volji varuh Božjega sina, po mnenju ljudi pa njegov oče. Iz tega sledi, da je bila Božja beseda ponižno podrejena Jožefu, ga ubogala in mu izkazovala vso čast in spoštovanje, ki so ji otroci dolžni svojim staršem. Nepojmljivo bi bilo, da bi za izpolnitev tako vzvišene naloge ne imel primernih sposobnosti. Treba je torej priznati, da je imel Jožef, kar zadeva Jezusa, po posebnem daru iz nebes, vso naravno ljubezen, vso nežno skrb, ki jo more poznati le očetovsko srce. Hkrati za očetovsko oblastjo nad Jezusom je Bog dal Jožefu tudi temu primerno ljubezen, tisto ljubezen, ki ima svoj izvor v očetu, od katerega izvira vsakrstno očetovstvo v nebesih in na zemlji. Evangeliji jasno podajo Jožefovo očetovsko nalogo glede Jezusa. Res se odrešenje, ki se uresničuje preko Jezusove človeške narave, uresničuje v dejanjih, ki so del vsakdanjega družinskega življenja. Poglejte, v tem je izničenje, ki je neločljivo združeno z učlovečenjem. Evangelisti so zelo skrbno prikazali, da v Jezusovem življenju ni bilo nič naključnega in da je vse potekalo po vnaprej določenem Božjem načrtu. Obrazec, ki se pogosto ponavlja, je tale: to se je zgodilo, da se je spomnilo. In povezava opisanega dogodka s kakim starozaveznim besedilom hočeta poudariti enotnost in neprekinjenost načrta, ki doseže svojo dovršitev v Kristusu. Z učlovečenjem
pa postanejo starozavezne obljube in predpodobe resničnosti. Kraji, osebe, dogodki in obredi se prepletajo po natančno določenih božjih odredbah. Prenašajo preko službe angelov. Ljudje, ki so posebno občutljivi za božji glas, pa jih sprejemajo. Marija je ponižna Gospodova dekla, že od večnosti pripravljena na poslanstvo Božje Matere. Jožefa pa je Bog izbral za urejevalca Gospodovega rojstva, tistega, ki mu je naloženo, da poskrbi za urejenost Božjega Sina v svet ob upoštevanju Božjih ukrepov in človeških zakonov. Jožef torej bedi nad celotnim Jezusovim zasebnim ali skritim življenjem.